Razkrita je zarota za ugrabitev in napad ne ene, ampak dveh kraljevih princes, pri čemer se je domnevni napadalec danes pojavil na sodišču. Tožilci pravijo, da so pri osumljencu našli skrivnostne zapiske, med katerimi so bila tudi imena princes in beseda krvava kopel. Poleg tega pa še dve sekiri, na katerih je bila vrezana nacistična propaganda. To je skandal, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Sierra Gillespie. Ugrabitev in načrti napadov nam tukaj pri skandalu niso tuji. Žal je to del igre pri oddaji kot je ta. Ni pa pogosto, da moram poleg poskusa umora razpravljati tudi o nacistični propagandi. A prav to nas čaka v današnji epizodi. Podrobnosti so resnično nenavadne in grozljive, kar še enkrat dokazuje, da je resnica bolj čudna od fikcije. Današnji skandal nas popelje na Nizozemsko, kjer sta bili dve mladi princesi tarča morebitne ugrabitve in morda celo načrta za umor. Za tiste, ki tega ne veste, je Nizozemska dom nizozemske kraljeve družine. Uradno ime te dinastije je hiša Oranje Nassau, včasih jo imenujejo kar Oranžni, in v to družino spadajo te člani. Tukaj je kralj, 59-letni William Alexander in njegova žena, kraljica Maksima, ki je stara 54 let. Skupaj imata 3 hčere. Tukaj je 22-letna princesa Katarina Amalija, 20-letna princesa Aleksija in 19-letna princesa Ariana. In tukaj je nekaj res pomembnega, kar je treba omeniti. Princesa Katarina Amalija je prestolonaslednica. To pomeni, da je bodoča kraljica. Nič je ne more ustaviti, da ne bi postala kraljica, razen če se sama odloči odstopiti. Naslednja v vrsti za njo je njena sestra, princesa Aleksija. In prav na ti dve princesi se danes resnično osredotočamo. In to zato, ker sta bili tarči zelo zloveščega načrta, ki je bil na srečo preprečen, preden bi ga lahko izvedli. Torej, tukaj je, kaj se je zgodilo. Februarja so aretirali 33-letnega moškega zaradi poskusa ugrabitve in napada na ti dve starejši princesi. Zdaj, imena tega moškega nimamo zaradi zakonov o zasebnosti na Nizozemskem. O tem bom več govorila med intervjujem. Vemo pa, da je star 33 let in da se je danes pojavil na sodišču. Po poročanju Associated Pressa je bil ta moški aretiran v mestu Den Haag, ki je veliko mesto na obali Severnega morja na Nizozemskem. Čeprav je Amsterdam glavno mesto, je Den Haag verjetno pomembnejši, ko gre za vsakodnevno upravljanje države. Njegova aretacija se je zgodila že februarja. Nismo povsem prepričani, kateri dan ali kako so ga ujeli. Zaradi zakonov o zasebnosti na Nizozemskem veliko teh informacij še ni bilo razkritih. In vse to bomo podrobno raziskali med intervjujem. Ampak tukaj je, kar vemo. Osumljenca so našli z nekaj grozljivimi zapiski. Ni jasno, kaj točno so zapisali, vendar so bila zraven imen obeh princesk tudi beseda krvava kopel. In če vse to še ni bilo dovolj grozljivo, kar mimogrede je, so pri njem našli tudi dve sekiri. Da, sekiri. Na sekira so bile vrezane srhljive fraze. Na eni sekiri je bilo napisano ime Aleksija in izrezana beseda Masada, kar je izraelska obveščevalna agencija. Na drugi sekiri je bil izrezan napis Sieg Heil, kar je nekdanji propagandni vzklik, ki so ga uporabljali nacisti, ki so sledili Adolfu Hitlerju. Vse to je resnično grozljivo, a je nekako uspelo ostati skrito več mesecev. Šele v praznovanju kraljevega dne, 27. aprila, je vse to prišlo v javnost. Osumljenec naj bi se danes pojavil na sodišču. In še vedno ne vemo, kakšne so obtožbe. V času tega snemanja nimamo niti informacij o tem, kaj se je zgodilo na obravnavi. Vemo pa, da to ni prvič, da se je najstarejša kraljeva hči soočila s takšno grožnjo. Po poročanju New York Posta je bila podobna zarota skovana že leta 2022, ko je princesa Katarina Amalija študirala na univerzi v Amsterdamu. To naj bi se zgodilo v sodelovanju tolp in nekdanjega nizozemskega premijeja. Zdaj pa je časopis poročal, da so kraljeve oblasti prestregle komunikacijo med člani tolpe in tem nekdanjim premijejem, ki je bil takrat generalni sekretar NATO. Zaradi njene varnosti so princeso Katarino Amalijo umaknili z univerze v Amsterdamu in iz študentskega doma, kjer je živela s prijatelji. Nato je bila več kot mesec dni prisiljena študirati nadaljavo iz kraljeve palače, zaradi skrbi za njeno varnost. Takrat je njena mama za Eri povedala, citiram, to ima velike posledice za njeno življenje. Pomeni, da ne živi v Amsterdamu in tudi, da ne more zares iti ven.
Leta 2024 je bilo razkrito, da so princeso Katarino Amalijo na skrivaj preselili v Madrid, da bi tam zaključila študij. Za časopis Bild je povedala, citiram: "Seveda so bile nenavadne okoliščine tiste, zaradi katerih sem šla tja. Še vedno sem zelo hvaležna vsem, ki so mi omogočili, da sem se tam lahko svobodno sprehajala. Tam sem uspela najti nekoliko več svobode, kot je bilo mogoče tukaj." Na srečo sta bili obe starejši princesi na varnem, potem ko je bila ta zarota preprečena, vendar je v tem primeru še veliko pred nami. Zato se za podrobnejši vpogled obrnimo na naš intervju. To je vse skupaj res strašljivo. Mislim, ja, ti dve ženski sta javni osebnosti, ampak ne pozabimo, da sta v zgodnjih 20 letih in zdaj se morata soočiti z vsem tem. Mislim, vem, da potrebujem nekaj odgovorov glede vsega tega in zato se bom obrnila na prijatelja oddaje. To je mednarodni odvetnik David Tefuri. David, lepo te je videti. Hvala, da si se vrnil v oddajo Skandal. In tukaj je moje prvo vprašanje. Zdaj v Združenih državah Amerike, ko imamo nekoga, ki je obtožen kaznivega dejanja, običajno dobimo fotografijo za policijsko evidenco. Dobimo ime, sodne dokumente. Ampak v tem primeru imamo samo podatek, da je ta moški star 33 let. Njegovega imena nimamo. Je to običajno na Nizozemskem? Očitno je to običajno na Nizozemskem. Nizozemska ima veliko zakonov o zasebnosti in ti zakoni o zasebnosti ščitijo tudi kazensko obtožene. In Nizozemska je zelo previdna, da ne razkriva imen in identitet kazensko obtoženih. In nizozemski sistem je zelo usmerjen v rehabilitacijo. Tako mislim, da je del ideje ohraniti določeno anonimnost, da ima oseba možnost rehabilitacije. In mislim, da je to razlog, zakaj nismo dobili več informacij o tem obtožencu. Preprosto je drugače, kot sem vajena poročati tukaj v Skandalu. Običajno imam ime obtoženca, verjetno imam tudi fotografije z njihovega Facebooka, o njih vemo skoraj vse. V tem primeru pa vemo le, da gre za moškega, starega 33 let, ki naj bi se danes pojavil na sodišču. Samo za naše gledalce, to snemamo približno ob 11:30 po vzhodnem času. To je seveda na Nizozemskem, kjer so časovno pred nami. Vendar še nisem zasledila nobenih poročil o tem, kaj se je danes zgodilo na sodišču, ko se je pojavil. Torej, David, ker ne poznamo njegovega imena. In vem, da si omenil, da na Nizozemskem veljajo ti zakoni o zasebnosti. Ali obstajajo še kakšne informacije, ki bi jih lahko izvedeli z te sodne obravnave? Če krivde ne bo priznal in bo primer šel na sojenje, bomo potem izvedeli veliko več informacij o njem. In tudi o morebitni obrambi, s katero bo skušal doseči oprostitev. V redu. Torej, je danes vse odvisno od tega. Če krivde ne bo priznal, bomo morda videli sojenje. Če pa prizna krivdo, ali se to lahko zgodi že danes? Ne vem, ali se to lahko zgodi danes, vendar lahko prizna krivdo. In če bi to storil, bi potem precej hitro napredoval v postopku proti izreku kazni. V redu, prehitevam, ker je o tem veliko zapovedati. Pogovorimo se o dejanskem zločinu ali domnevnem zločinu, saj še ni bil obsojen. To se je, mislim, zgodilo februarja. Celoten načrt za ugrabitev in morda škodovanje tema dvema princesama se je zgodil februarja. Javnost je zato izvedela šele kasneje. O tem govorimo v začetku maja. Mislim, da je bilo konec aprila, ko je vse to prišlo na dan. Zakaj misliš, da je prišlo do tega časovnega zamika med njegovim aretiranjem in domnevnim načrtom ter zdaj, ko o tem govorimo? Ja, tudi mene je to presenetilo. Očitno je v zaporu že od februarja. Torej so ga aretirali februarja in takrat tudi zaprli. Verjetno gre za kombinacijo varovanja njegove zasebnosti, hkrati pa so primer ohranjali v tajnosti, medtem ko so ga preiskovali. Morda imajo tudi druge sledi, ki so jih želeli preveriti, preden bi kdorkoli drug, ki bi lahko bil vpleten, izvedel, da je bil areteran. Prav, to je zanimiva točka. Saj gre seveda za zelo znano družino. To je kraljeva družina Nizozemske. Prepričana sem, da bodo najboljši preiskovalci tam vse to pregledali zelo natančno. In ne vemo natančno, kdaj se je to zgodilo februarja, ampak recimo, da se je to zgodilo 2 februarja. Torej, imamo ves februar, ves marec in skoraj ves april te preiskave, preden javnost sploh izve karkoli o tem. Ali mislite, da to daje prednost detektivom ali tožilcem, ki pregledujejo vse te informacije? Seveda, zagotovo jo daje. Če bi bili vpleteni še drugi ljudje,
Jih ne želite opozoriti na dejstvo, da dobivajo informacije od tega kazenskega obtoženca? Morda govori med zaslišanji in jim morda daje informacije o drugih, ki bi lahko bili vpleteni. Morda je to razlog, zakaj so to ohranili v tajnosti. Morda so to ohranili v tajnosti tudi zaradi skrbi za zasebnost morebitnih žrtev iz kraljeve družine. V redu, pogovorimo se o tem, ker vem, kako to deluje tukaj v Združenih državah. Seveda ti preberejo Mirandine pravice. Potem ti povedo, da imaš pravico do odvetnika ali pravico do molka. Vsi poznamo ta del. Nekateri ljudje tukaj v ZDA rečejo, da bodo ostali tiho in počakali na odvetnika. Nekateri pa govorijo, in zato imamo tukaj na Law and Crime cel kanal o zaslišanjih, ker ljudje včasih res govorijo. Kako pa to deluje tam pri vas? Mislim, ali bi poskušali tej osebi postavljati vprašanja? Poskušali bi, saj gre za inkvizitorni sistem, kazensko-pravni sistem. Torej, dajo velik poudarek pričanju, vendar mislim, da mu ni treba govoriti. Morda bo lahko, morda ima pravico, veste, da se ne samo obtoži. Tako da še ne vemo, ali govori ali ne, tako o svoji motivaciji in ravnanju, ki je pripeljalo do tega zločina, kot tudi o tem, ali govori o drugih, ki bi lahko bili vpleteni. Ja, imam toliko vprašanj glede stvari, ki ste jih tukaj izpostavili. Motiv, številka 1, se mi zdi smiseln, ker gre za zelo odmeven primer, veste, 2 sestri. Očitno je ena prestolonaslednica. Torej naslednja v vrsti postala bo kraljica, starejša sestra. In potem druga sestra, srednja izmed 3, bi bila prav tako druga v vrsti. Torej, mislim, da je to kar zanimivo. Ampak kakšen je motiv za napad na te ljudi? Mislim, ali morajo tožilci dokazati motiv? Torej, na Nizozemskem ni treba dokazovati motiva. Dokazati morate le namen, torej, da je oseba nameravala storiti kaznivo dejanje. Ni pa vam treba vedeti ali pojasniti razumne osnove ali razloga, zakaj je oseba želela storiti kaznivo dejanje. Čeprav je lahko motiv del izreka kazni in lahko vpliva na izrek kazni, ko sodniki presojajo, kakšno kazen naj določijo nekomu, ki je bil spoznan za krivega. Motiv je zame pomemben, ja, ker je enako tudi tukaj v Združenih državah, kjer za obtožbe ali obsodbo ali karkoli že ne potrebujemo motiva. Vendar je to koristno, vsaj zame kot novinarko, ko raziskujem, zakaj naj bi ta oseba domnevno storila kaznivo dejanje. Prepričana sem, da tudi porota rada izve motiv, ampak nekaj, o čemer se ti in jaz vedno pogovarjava, je naklep, torej mens rea. In sprašujem se, ali tožilci menijo, da imajo dovolj, ker o tem sploh še nisva govorili. Dejstvo, da so bila te sekire najdena pri dekletih, na vsaj eni od njih je bilo celo urezano ime ene od deklet. Potem so bile poleg tega še nekatere listine, neki zapiski ali karkoli, na katerih so bila imena deklet. In potem ves čas pravim dekleta, morala bi reči ženske, ker so starejše od 18 let, torej imena teh žensk so bila zapisana. In poleg tega še beseda krvava kopel. Mislim, v redu. Kakšno je tvoje mnenje? Ali to dokazuje naklep? No, tudi o tem zapisku, ki so ga našli, nimamo veliko informacij. Vidim lahko samo to, da sta bili v zapisku omenjeni obe princezi in uporabljena je bila beseda krvava kopel. Vsekakor bi bilo koristno za oceno, če bi vedeli, kaj še je napisal v tem zapisku. Vemo tudi, da je ena od princes, prestolonaslednica, imela svoje ime, ki ga je obtoženec vrezal na eno od sekir. Prav tako pa je bil na eni od sekir tudi nekakšen pronacistični napis. To nakazuje nekaj o motivaciji, morda da je šlo za kaznivo dejanje iz sovraštva ali da je bil to nekdo, ki je neonacist in se ukvarja s političnim nasiljem skrajne desnice. Prav, nacistična vpletenost v vse to ni nekaj, kar bi nujno pričakovala. Saj pogosto v tej oddaji govorimo o ugrabitvah, govorimo o poskusih umora, govorimo o različnih stvarih. Redko vidim, da bi se pojavljala nacistična propaganda. Zato sem si rekla, v redu, to je rdeča zastava, na to se moramo osredotočiti. Kaj se tukaj dogaja? Zdaj, vem, da bomo v Združenih državah vse to vzeli resno. Je enako tudi pri vas? Če se pojavi kakršenkoli nacistični slogan ali če slišijo to domnevno propagando, mislim, frazo, ki jo imajo, ali to jemljejo resno?
Mislim, da ja, verjamem, da imajo na Nizozemskem nekaj podobnega kot kazniva dejanja iz sovraštva. In to bi lahko bil dokaz, da gre za morebitno kaznivo dejanje iz sovraštva. In morda bo obtoženec obtožen kaznivega dejanja iz sovraštva. In to morda tudi nakazuje, da ne deluje sam, ali pa ima vsaj sodelavce ali kolege, ki so del neke skupine, ki se ukvarja z neonacistično ideologijo. Torej, to je morda tisto, kar poskušajo raziskati, ali obstaja kakšna večja skupina, ki bi se lahko prav tako zatekla k nasilju. In res se moramo vprašati, ker ko slišimo o neonacistih tukaj v Združenih državah ali kjerkoli druge, so to pogosto ljudje, ki tako rekoč padajo v zajčjo luknjo, kjer so na YouTubu in nekako, začnejo dobivati te videoposnetke. Potem pa jih vidijo še na Facebooku, TikToku in povsod drugje. Tako nam včasih zgodovina iskanja na internetu res lahko pokaže, kaj se dogaja v njihovi glavi ali o čem razmišljajo, kakšna so njihova politična prepričanja. Seveda, če je ta oseba neonacist ali ta prepričanja zelo močno zagovarja, recimo temu tako. Ali je torej to nekaj, kar bi preiskovalci želeli pregledati na njegovem telefonu, njegovo zgodovino iskanja, dnevnike, če jih ima, da bi dobili vpogled v njegovo razmišljanje? Da, absolutno. Stavim, da policija in preiskovalci pregledujejo vse to. Ponovno, da bi poskušali ugotoviti, ali imajo tukaj večji problem, ali obstajajo še drugi s podobnim razmišljanjem, ki bi lahko prav tako uporabili nasilje, ali pa je deloval kot volk samotar. Kakšen je bil njegov motiv? Kaj je storil, da je načrtoval ta zločin? Koliko načrtovanja je bilo vpletenega? Ker bo tudi to pomembno za dokazovanje, da je imel naklep. In izpostavila si nekaj res pomembnega v vsem tem. Rekla si, v redu, imamo zapiske. V njih so imena princes in beseda krvava kopel. Ampak to je vse, kar vemo. Mislim, da imaš prav. Preverila sem to zgodbo, pogledala sem več virov. To je res vse, kar vemo. In to je nekako glavna tema v tem primeru, da je Nizozemska precej zadržana. Sploh ne vemo imena osumljenca. Ampak to potem odpira vprašanje, kako so tega človeka sploh odkrili. Tudi tega ne vemo. Ne vemo datuma njegove aretacije. Ne vemo, ali ga je kdo prijavil. Kot si omenila, bi lahko obstajala še kakšna oseba ali nekdo, ki je vpleten v vse to. Kako so tega človeka aretirali ali odkrili in ali to kaj spremeni? Naprimer, če bi sam stopil naprej in rekel, glejte, imel sem duševni zlom, res sem živčen in bi šel na policijo ter se predal, ali je to pomembno omeniti v primerjavi z enim od njegovih prijateljev, recimo, ki bi rekel, glejte, mislim, da bo ta človek res naredil nekaj slabega. Prijavljam ga zaradi varnosti obeh princesk. Mislim, ali vse to kaj šteje? Seveda, če je prvo, ne zveni tako, ampak če je prvo in predal se je sam, mislim, da bo to, veste, močno štelo v njegovo korist pri morebitni nižji kazni. Morda nakazuje, da se je kesal ali da je razumel, da je bil, veste, pod psihičnim stresom in pritiskom ter je razmišljal o nezakonitih dejanjih, nato pa se je predal. Bolj verjetno pa je, veste, ni nameraval se predati in so ga ujeli na neki točki med tem zločinom, bodisi v fazi načrtovanja ali pa ko se je približeval izvedbi zločina. Ne vemo, ali ga je kdo prijavil ali pa so ga ustavili policisti in so postali sumničavi do njega, ga preiskali in našli to sporočilo ter to orožje. Prav imate. Tudi mi nismo slišali, kaj točno se je zgodilo, vendar se nekako strinjam z vami. Mislim, da če bi šlo za duševno stisko, bi to verjetno bilo izpostavljeno v naslovih tukaj. Veste, ta oseba je zdaj na psihiatričnem zdravljenju ali nekaj takega, ker se včasih take stvari res zgodijo. Nismo slišali ničesar takega. Torej, je morda ta osumljenec res bil blizu temu, da bi izpeljal to zlobno, zloveščo zaroto. In to me pripelje tudi do enega mojih drugih vprašanj. Ker so to ljudje v ospredju, so javne osebnosti. Mislim, ko sem danes iskala njune fotografije, so fotografije teh dveh, ko sta bila otroka, ko sta bila dojenčka. Veste, objava rojstva prve princese, druge princese. Spremljali smo ju celo njuno življenje. Ali je mogoče, da je ta osumljenec imel občutek, da jo pozna? Veste, tudi če ju v resnici ni, ker ju je spremljal na družbenih omrežjih, ju videval v novicah ali kjerkoli in je začel verjeti, da ima z njima dejansko odnos? Je to sploh mogoče? Seveda, to je mogoče. Mogoče ju je zalezoval. Možno je, da ima duševne težave in si je v svoji glavi nekako ustvaril odnos z njima. Ampak mislim tudi, da je mogoče, da ju je izbiral za tarčo
ker je s tem ciljal na državo, na vlado Nizozemske. In veste, menijo, da je anarhist in neonacist. In to je bilo, in morda sta bila, morda ju je videl kot ranljivi, dostopni tarči. Ker so včasih zunaj, čeprav zaradi prejšnjih groženj njihovim življenjem niso. Veste, niso toliko v javnosti, kot bi sicer bili. Vem, danes sem raziskovala in začela sem se počutiti kar malo žalostno zaradi njiju. Mislim, po eni strani sem vedela, da imata očitno privilegirano življenje, da lahko vidita svet in, veste, živite v palači verjetno. Ampak ena od starejših sester, mislim, da je morala dobesedno zamenjati univerzo, kamor je hodila, ker jo je bilo strah. Bila je zaskrbljena. V preteklosti so ji že grozili, veste, tudi fizično. In to je strašljivo. Vsi bi morali imeti možnost iti ven, peljati psa na sprehod, iti na fakulteto, kamor si želimo. Mislim, vse to je res težko slišati. In verjetno me to pripelje do naslednjega vprašanja o vsem tem. Torej, Nizozemska je spet zelo zadržana. Sploh ne vemo, kakšne obtožbe ga čakajo. In zanima me, kaj mislite, s čim bi se lahko soočil? Mislim, ali bi lahko šlo za poskus umora? Je to nekaj tako resnega, ker je imel orožje, vsaj po poročilih, ki smo jih videli. Imel je ti 2 orožji s seboj. Vemo zapis, na katerem je pisalo krvava kopel. Mislim, vem, da ste v preteklosti omenili zločin iz sovraštva. Kakšne vrste obtožb bi po vašem mnenju lahko pričakoval? Ja, to bi bil poskus umora, poskus napada. To bi bila ena kategorija. Lahko bi bile tudi obtožbe zaradi terorizma. Če je ciljal na državo iz političnih razlogov, bi to lahko šteli za terorizem. Potem pa tudi morebitna kazniva dejanja iz sovraštva. Mislim, da so to 3 skupine kaznivih dejanj. In točna kazniva dejanja bodo določena na podlagi kazenskega zakonika na Nizozemskem, ki je kodificiran sistem civilnega prava. Še nekaj, kar ste rekli, je bilo precej zanimivo glede vsega tega. In sicer, da je na Nizozemskem njihov način razmišljanja bolj usmerjen v rehabilitacijo. Ne na enak način kot v Združenih državah. In v prejšnjih primerih, o katerih sem govorila s tabo, David, imajo različne, recimo, zakone o tem, kako dolgo kazen lahko oseba dobi. Naprimer, če nekdo stori umor tukaj v Združenih državah, je možno, da bo preostanek svojega življenja preživel v zaporu. Medtem ko bi lahko na drugih krajih, o katerih sem ti govorila, bili pogojno izpuščeni v recimo 20 letih ali nekaj takega. Kar se tiče tega, če bi bil ta moški obsojen, ker kot sem rekla, še ni bil obsojen. To se še ni zgodilo. Trenutno je nedolžen. Ampak recimo, da je obsojen. Kakšno kazen misliš, da bi ga doletela? No, če bo obsojen, potem, veš, je odvisno, za katere zločine bo obtožen. Seveda, zločini, kot so poskus umora, poskus napada, terorizem, lahko prinesajo precej visoke kazni. Ampak spet, Nizozemska je pomembna, ker ima najnižjo stopnjo zaporništva v vsej Evropi. Tako obstaja nagnjenost k omejevanju trajanja zaporne kazni za obsojene zločince in dajanje priložnosti za njihovo rehabilitacijo. Vključeni so v rehabilitacijske programe. Torej, ne vemo natančno, zakaj je obtožen. Zato je težko že zdaj vedeti, kako dolga bo kazen. Prav tako ne vemo, ali bo morda poskušal uveljavljati neprištevnost, kar je v bistvu obramba v nizozemskem sistemu. Če bo trdil, da zaradi duševnih težav ni vedel, kaj počne, bi to lahko vodilo do tega, da bo oproščen, vendar bi moral verjetno tudi opraviti zdravljenje, psihiatrično, veste, zdravljenje zaradi svojega duševnega stanja. Morda vključen v obvezen program, dokler ne bo ugotovljeno, da je dovolj priseben, da ne predstavlja nevarnosti. Torej, obstaja veliko različnih možnosti, kako se lahko to razplete, vendar ste lahko prepričani, da bo na to veliko pozornosti, glede na to, kdo so bile tarče. Oh ja, in upam tudi jaz, ker nihče ne bi smel imeti občutka, da je v nevarnosti kadarkoli v svojem življenju, veste, ko zapušča svoj dom. Te ženske bi morale imeti svobodo, da to storijo. In kot si rekla, smo še zelo na začetku. Sploh še ne vemo, kakšne so njegove obtožbe. Danes se pojavi na sodišču. To je eden tistih primerov, k katerim se bomo morali vrniti in jih znova spremljati. Torej, David Efuri, hvala, da ste prišli v oddajo Skandal in nekoliko razložili, kaj trenutno vemo. Hvala. In tu se današnja epizoda oddaje Skandal za zdaj konča. Če vam je bilo všeč, kar ste videli in želite videti več ali se povezati z mano na družbenih omrežjih, me lahko najdete na Instagramu kot Sierra Gillespie. Hvala, ker ste gledali današnjo epizodo oddaje Skandal. Kot vedno sem vaša voditeljica Sierra Gillespie in se vidimo naslednjič.